Lepo pozdravljeni. Veseli smo, da ste se nam pridružili na webinarju Varno v gore. Kaj mora vedeti vsak obiskovalec slovenskih gora, ko se odpravlja v ta naš raj? Partnerstvo Varno v gore deluje pri nas že kar nekaj let in pri svojem delu se ukvarjamo z varnostjo v gorah, informiranjem obiskovalcev, upravljanjem prostora, varstvom narave in reševanjem v gorah. V partnerstvu sodelujejo Slovenska turistična organizacija, Planinska zveza, Gorska reševalna zveza Slovenije, Agencije Republike Slovenije za okolje, Triglavski narodni park, Gorska policija, Združenje gorskih vodnikov Slovenije in Slovenija Outdoor. Čeprav vsak partner deluje na svojem področju, pa nas povezuje skupen cilj prispevati k varnejšemu obiskovanju slovenskih gora. Skozi leta se srečujemo, izmenjujemo informacije in opažanja s terena ter usklajujemo skupna ključna sporočila. Vsak partner prispeva svoj delček mozaika, skupaj pa lahko obiskovalcem in strokovni javnosti ponudimo celovite, strokovne in preverjene informacije. Partnerstvo vsako leto tudi svoje aktivnosti predstavi širši javnosti na novinarski konferenci oziroma okrogli mizi v okviru sejma Alpe Adria, kjer pred začetkom glavne sezone opozorimo na ključne izzive, priporočila za varno obiskovanje gora in se seveda dotaknemo tudi statistike prejšnjega leta. Letos smo se odločili pripraviti tudi webinar, namenjen je predvsem turističnemu gospodarstvu. Zavedamo se, da turistični delavci niso nujno tudi izkušeni obiskovalci gora, so pa pogosto prvi stik obiskovalca z informiranjem o gorah. Prav zato želimo, da strokovne organizacije predstavijo najpomembnejše informacije, opozorijo na najpomembnejše napake obiskovalcem ter ponudijo tudi praktične nasvete, ki jih lahko vi, turistični delavci, v bistvu uporabite pri svojem delu. Želimo si, da bodo te vsebine, ki jih bomo danes tukaj predstavili, dostopne čim širšemu krogu deležnikov in bodo uporabno izobraževalno gradivo za destinacije, ptice, nastanitvene ponudnike, outdoor ponudnike, pa tudi druge turistične deležnike. Tako da bomo skupaj danes pogledali, kako se varno pripraviti na obisk gora, na kaj moramo biti pozorni glede vremena in razmer, kako odgovorno obiskati naravo ter kje lahko najdemo preverjene informacije. Zato za uvodni pozdrav in nekaj besed o pomenu projekta Varno v gore vabim Aleksandro Jerebic-Topolovec iz Slovenske turistične organizacije. Dober dan, lepo pozdravljeni. Hvala, Valerija, za organizacijo tega webinarja. Ta webinar je organiziran v okviru partnerstva Varno v gore, ki je res zelo konkreten primer odgovorne komunikacije v turizmu. In pomembno nam je, da pri tem sodelujemo tudi številnimi strokovnimi partnerji, se pravi poleg turističnih destinacij, tudi z omenjenimi inštitucijami, ki si jih prej naštela. To daje našim sporočilom dodatno strokovno težo in tudi priložnost, da obiskovalec dobi usklajene informacije na več različnih točkah, kanali. Krovni motiv za obisk Slovenije, vemo, so aktivnosti v naravi. Vendar obisk gora zahteva dobro pripravo, opremo, spremljanje vremena in spoštovanje pravil v naravi. Pomembno je poznavanje ključnih informacij, da znamo svetovati turistom pred in v času obiska. Obisk gora pa se povečuje. Če pogledamo podatke iz Nacionalnega informacijskega središča za turizem, nist.slovenija.info, kažejo, da število prenočitev v gorskih občinah raste. V letu 2025 je bila rast skoraj 7% prenočitev napram prejšnjemu letu v gorskih občinah,
Skoraj 9% prenočitev beležimo pa že v prvih 4 mesecih letošnjega leta napram istemu obdobju lani. In seveda pričakujemo še tudi nadaljnjo rast prenočitev. Turizem preko svojih kanalov komuniciranja ima velik doseg in prav na področju preventive in ozaveščanja lahko naredimo največ. Tako smo se v okviru partnerstva že v začetku dogovorili, da vsebinsko okrepimo pristajalno stran Varna pot v gore na turističnih straneh portala slovenija.info. Je centralna točka za vse, ki iščejo uporabne informacije, povezave do podrobnejših informacij. Vabim vas, da vključite to povezavo tudi na vašo spletno stran, kamor usmerjate obiskovalce, ki se zanimajo za obisk gora. Na voljo je v 7 jezikovnih različicah. Prav tako so na voljo tudi plakati Varno v gore v 3 jezikih, ki jih lahko prejmete v fizični obliki ali v digitalni obliki za vašo nadaljnjo uporabo. Z namenom jasnega, učinkovitega, ciljanega nagovarjanja ključnih partnerjev smo v sodelovanju z partnerji pripravili tudi kratke edukativne video vsebine za ciljano komunikacijo na družbenih omrežjih in poglejmo si nekaj teh primerov. Snemanji seveda še nadaljujemo. How not to get lost in Slovenian mountains. See this little white and red circle? That's your best friend in the mountains. It means you're on the right path. They show up on rocks, trees, or even in the fence post. Just follow them like breadcrumbs. This one, big no. It means do not go this way. And no, it's not a secret shortcut. These signs tell you where you're headed and how long it will take. It's not Google Maps accurate, but it's close enough. Unless you walk like a TikToker, stopping every 2 minutes for selfies, you will have to double it. Tako, še mogoče tega. Hey besties, here's your mountain gear checklist so you can surf. First up, boots babes, real ones, flip-flops are cancelled. Sunscreen, SPF is your BFF, and looking like an lobster is not a flex anymore. Še potem enega iz zimske serije. See this little red and white circle? That's your best friend in the mountains. It means you're on the right path, but you can be sure they'll be hard to see under the snow. Make sure you're using updated maps and apps. Paper maps are still a golden standard and they never run out of battery. These signs tell you where you're headed and how long it will take. Tudi te videe vam ponujamo, da jih uporabljate tudi preko vaših kanalov družbenih omrežij. Letos pa nadgrajujemo to kampanjo tudi s posebno knjižico, žepno beležko, vodnikom Varno v gore, ki je šla ravno ta teden v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Gre za tiskano verzijo ključnih vsebin, sporočil za obiskovalce na terenu, ki jih lahko dobijo v Ticih in v pohodniško specializiranih destinacijah, nastanitvah in drugih točkah. In tudi vsebujejo vse ustrezne informacije o pripravi na turo, obvezni opremi, ravnanju v gorah in ukrepanju v primeru nesreče. Vključuje tudi pohodniški dnevnik in QR kode do dodatnih digitalnih vsebin. Za vse te potrebne povezave do gradiv, plakati, videi, beležka, kontaktni podatki, tudi Združenja Slovenija Outdoor in do Dropboxa, kjer najdete vse te materiale, so na voljo na pristajalni strani projekta Varno v gore na poslovnih straneh pod vsebinski digitalni marketing v okviru slovenija.info. S tem želimo obiskovalcem vsi skupaj dati prave informacije v pravem času in na pravem mestu. Toliko zaenkrat z moje strani. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, Aleksandra. Se pravi, vsako leto se v gorah srečujemo z enakimi izzivi. Neustrezno opremo, podcenjevanje zahtevnosti poti, nepripravljeni obiskovalci, pa hitro spremljajoče se razmere. Zato bomo najprej pogledali, kako se obiskovalci lahko varno pripravijo za obisk gora
In zato k besedi vabim Mateja Ogorevca, predstavnika Planinske zveze Slovenije. Matej, na začetku v bistvu nas zanima, katere napake obiskovalcev slovenskih gora opažate najpogosteje in kaj bi morali pred odhodom v gore preveriti prav vsi. Ja, najprej en lep pozdrav tudi v imenu Planinske zveze. Zdaj, kar se tiče samih vzrokov, jih je skoraj toliko, kolikor je obiskovalcev gora, ampak nekako pod črto pa lahko izpostavimo predvsem psihofizično nepripravljenost, nepoznavanje terena in pa razne druge napačne oziroma neprave odločitve glede na izbiro časa izvedbe ture. Več bi pa kar v prezentaciji. Torej najprej samo nekaj besed o slovenskih gorah. Pač nam, ki živimo v tem svetu, so pač zelo poznane in smo jih vajenih takih, kakršne so. Če pa hodimo nekoliko tudi po tujini, pa lahko hitro opazimo, da so relativno nizke, kar pomeni, da na višini, na kateri pri nas že sežemo nekako v območju visokogorja, v ostalih predelih Alp, so še večja naselja, pač mislim vasi, posamezne turistične nastanitve. Teren je v naših gorah tehnično lahko zelo zahteven, pobočja so strma, doline globoke in prihaja do velikih nadmorskih razlik pri sami turi, hkrati pa ni veliko teh transportnih možnosti, da bi zmanjšali oziroma skrajšali turo, kakor so žičnice, gondole in podobna infrastruktura. Tudi sama sestava naših gora je precej slabša, kar pomeni, da moramo biti vajeni hoje po krušljivem terenu in pa vedno pripravljeni na to, da se lahko tudi skala odkruši. Potem pa je tu še pomanjkanje nekih vodnih izvirov, kar pomeni, da je treba se drugače pripraviti na turo, vzeti več tekočine, pijače, saj ni na poti nekih izvirov ali potokov, kjer bi se lahko napili, napolnili naše čutare. Pač sama orografija oziroma lega Slovenije pa tudi pripomore k temu, da je vremensko dogajanje drugačno in pa precej bolj intenzivno v nekaterih predelih kot morda kje drugod v tujini. Zdaj, kaj bi moral vsak tujec v slovenskih gorah vedeti? Pravzaprav vsak obiskovalec, ampak glede na tematiko oziroma cilj tega webinara se nekako bolj usmerjamo v tuje obiskovalce. Torej, velika večina jih prihaja v Slovenijo z nekim točno določenim ciljem in pa s časovno omejenim trajanjem obiska. Torej, kočo imajo rezervirano na točno ta dan, ker je rezervacij veliko, zasedenost prav tako, je malo možnosti za neka spremembe ture in termina spanja, zato so zelo, bom rekel, občutljivi oziroma neprilagodljivi na čas izvedbe ture in jo izvedejo praktično skoraj da v vsakem primeru in v vseh vremenskih pogojih. Torej tudi v slabem vremenu, kar potem seveda poveča možnosti nekih nesreč ali pa da zaidejo v situacijo, iz katere ne morejo sicer nepoškodovani. Seveda vse to je potem še nadgradnja vsega tega, še nekak čredni nagon, vsi se odpravljajo na iste točke, kjer je okolje še bolj obremenjeno in tam, kjer je več ljudi, se je tudi več možnosti, da gre kaj narobe.
Tako da glavna naloga v bistvu vseh informatorjev, ali je to v turistično-informacijskih centrih, pri nastanitvah ali pa pri organizacijah, kakršna je Planinska zveza, je to, da gostom, našim slovenskim gostom predvsem pomagamo pri sprejemanju dobrih odločitev, torej jih opremimo z dobrimi in verodostojnimi informacijami. Zdaj, kaj je ta pomoč, a ne? Predvsem gre za načrtovanje ture, da jim znamo svetovati, kakšne so trenutne razmere v gorah, na planinskih poteh, kakšno je vreme, recimo na začetku poletja, kakršno je sedaj, je pod severnimi stranemi še zelo veliko snega, nekatere poti, predvsem zelo zahtevne, ki potekajo čez severne stene, so še, je na nekaterih predelih še sneg, potrebna je zimska oprema in precej višje tehnično znanje gibanja v gorah. Zdaj, če gostje ne povejo, kam se odpravljajo, moramo tudi sami nekako presoditi, ali so izkušeni ali ne. To je seveda izredno težko, zato je pač to, bom rekel, poznavanje, pa vsaj krajši pogovor o njihovih ciljih še toliko bolj dobrodošel. Zdaj za začetek, dajmo pogledati si še, kakšne so naše planinske poti. V Sloveniji imamo nekoliko drugačno lestvico, kakršna je v tujini. Torej poznamo lahko planinsko pot, zahtevno planinsko pot in pa zelo zahtevno planinsko pot. Lahka planinska pot so poti, po katerih lahko hodimo skoraj da ne z rokami v žepu, seveda rok nimamo v žepu, ne, ampak se pravi, normalna hoja s palicami, širina je dovolj velika, da tudi dva človeka lahko hodita vštric. Na zemljevidih so te poti označene s neprekinjeno rdečo črto, na usmerjevalnih tablah pa ni nekih posebnih znakov. Potem je tu še zahtevna planinska pot. To se gre že za pot, ki je tehnično tako zahtevna, da na posameznih odsekih se zahteva uporaba rok, ampak bolj v namen, bom rekel, ohranjanja ravnotežja, pomoči pri prestopanju nekaterih morda večjih kamnov, ožjih polic. Te poti so lahko že opremljene s tehnično opremo, kakršna je jeklenica, klini, stope. Na planinskih zemljevidih pa so označene s črtkano rdečo črto, na usmerjevalnih tablah pa s trikotnikom. In še najzahtevnejša pot, to je zelo zahtevna planinska pot, to pa gre za planinske poti, kjer je uporaba rok obvezna. Torej, kjer je potrebno plezati, da premagamo pač neka določena mesta na poti. Te poti so lahko opremljene z jeklenico in s klini, ni pa nujno. Nekatere poti so lahko zelo slabo opremljene ali pa so pač namenjene že v osnovi izkušenejšim gornikom. Lep primer je planinska pot na Škrlatico, kjer v, bom rekel, 2 urah, kolikor smo v steni, najdemo le zgolj nekaj klinov in nekaj metrov jeklenice, vse ostalo pa je na nas, torej gre že za kar konkretnejše plezanje. Na planinskih zemljevidih so te poti označene s rdečimi pikicami, ponekod so dodani črni križci, te označujejo odseke, ki so opremljeni z varovali. Torej, če ni črnih križcev, potem gre za zelo zahtevno pot, ki ni opremljena z varovali, torej z jeklenico in klini. Na usmerjevalnih tablah pa so tovrstne poti označene s trikotnikom in s klicajem. Da obstaja še četrta
nekako pot, ki pa pravzaprav ni planinska pot, ampak bolj kot ne športni objekt. To pa je zavarovana plezalna pot oziroma po domače ferate. To je pa res, bom rekel, gre za krajše poti, krajše športne objekte, ki so namenjeni predvsem za neko bolj športno doživljanje gora in so praviloma narejene v dolinah, v okolici mest ali koč, restavracij in podobno. Za samo pripravo na turo, seveda brez zemljevida se ne odpravljamo, še prej pa priporočimo gostom, da preverijo razmere in tudi pot s prebiranjem kakšnih vodnikov, opisov poti na spletnih straneh, s tem, da predvsem na spletnih straneh in na družbenih omrežjih je treba biti previden, kaj te informacije so tam zelo osebne, ne? Kar je nekomu tehnično težko ali lahko, ali pa časovno dolgo ali krajše, nekomu drugemu lahko popolnoma nasprotje, ne? Sicer pa zemljevid sodi v vsak nahrbtnik, gre za kos papirja, deluje v vseh časih, v vsem vremenu, predvsem pa nam daje širši pogled nad okoljem, v katerem se nahajamo, ne. Ga je pa treba seveda kupiti, kar pa ni vedno možno na sami destinaciji, predvsem v nekih manjših vaseh, kjer so neke te nakupne možnosti manjše. Druga zadeva so spletne aplikacije in mobilne aplikacije. Gre za drugače res dober pripomoček, je pa past pri njih to, a ne, da seveda delujejo na telefonu, kar pomeni, da če se nam sprazni baterija na telefonu, potem ostanemo popolnoma brez informacij. Sicer so zelo dobre za načrtovanje in za spremljanje hoje in lokacije, je pa v vsej poplavi teh aplikacij danes kar težko najti pravo in pa priporočiti gostu tisto, ki je res, ki ima res dobre informacije za slovenski teren. Prav v ta namen smo na Planinski zvezi Slovenije razvili aplikacijo MAPZS. Njen največji plus je to, da so vsi podatki na njej uradni in preverjeni. Torej vse planinske poti so točno posnete in imajo svoj track, svojo sled, zelo točno označeno, kje se začnejo zahtevnejši odseki planinske poti in pa predvsem katere planinske poti so zaprte, a ne. Planinske poti so lahko zaprte zaradi različnih vzrokov, ali gre za poškodovana varovala, poškodovana sama pot, kakršna je skalni podor, ali pa sedaj po neurjih, da je zasuta s preč drevesi, a ne. Ko mi na Planinski zvezi Slovenije od skrbnika poti, torej od planinskega društva, dobimo informacijo, da je pot zaprta, to vnesemo tudi v sistem MAPZS in naslednji dan po noči, ko poteka pač sinhronizacija podatkov, je to vidno tudi na tej aplikaciji MAPZS. Kar pomeni, da lahko gostje vsak dan preverijo, katere poti so v dobrem stanju, predvsem pa katere so neprimerne za obisk. Omogoča tudi načrtovanje poti. Tehnično sicer to še ni tako izpiljeno kot na kakšnih drugih, ampak še vedno omogoča zelo dobro izkušnjo. Za zimski turizem pa so vneseni tudi priporočene smeri turnih smukov in pa zdaj vedno bolj aktualni tudi vozni redi. Torej na sami aplikaciji so označene lokacije postajališč javnega prometa in s klikom na to ikonco dobimo tudi spisan vozni red vozni red javnega prometa na tej postaji. Seveda pa so
vključeni tudi podatki o planinskih kočah, torej kontakti, delovni čas, dodatna ponudba in podobne zadeve, ki so koristne pri samem načrtovanju ture. Tako, zdaj pa z moje strani je to trenutno vse, tako da hvala za pozornost. Hvala lepa, Matej. Se pravi, zdaj smo slišali, kako je dobro načrtovana tura le prvi korak. Zelo pomembno je tudi, da znamo realno oceniti svoje sposobnosti in se ustrezno opremiti. Zato k besedi vabim Uroša Grilja, predstavnika Združenja gorskih vodnikov Slovenije, ki nam bo predstavil, na kaj obiskovalci pri pripravi na turo najpogosteje pozabijo, ter zakaj sta ustrezna oprema in dobra presoja lastnih sposobnosti ključna za varno doživetje gora. Uroš? Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav vsem. Se slišimo? Ok, lep pozdrav. Moje ime je Uroš Gril, sem gorski vodnik z mednarodno licenco IFMG. Najprej bi se zahvalil vsem danes prisotnim in pa Mateju za tako izčrpno predstavitev. Jaz nimam prav grafične predstavitve, sem si naredil nekaj stavkov pod alinejami, ker je tematika toliko obsežna, se mi zdi, da bi lahko tukaj vsi ure in ure sedeli. In jaz bi rad zdaj samo par stvari mogoče izpostavil, da ne bo preveč. In ker je to zdaj namenjen predvsem turističnim delavcem, ki se usmerjajo, oziroma ki usmerjajo lahko goste, ki prihajajo v Slovenijo, kako na varen način obiskovati naše gore. Se mi zdi, da je prva stvar, ki je pomembna, to, da se jim pove razliko med hikingom, ker tudi mi rečemo, da gremo v hribe, pa so to zares gore. Zato je pomembno, da razločujemo ta hiking in pa mountaineering, ki je v bistvu tisto zares, kar mi tukaj predstavljamo. Se pravi, mountaineering je gorništvo po slovensko, obiskovanje gora, hiking, to, kar pa veliko ljudi bi radi delali, pa so navajeni delati, je pa pri nas bolj neka domena teh sredogorja, kakor so na primer Polhograjsko hribovje ali pa kaj podobnega. Zdaj, zelo pomembno je to, da znamo realno oceniti svoje sposobnosti, zato bi se mogli, preden gremo v gore, iskren odgovoriti na vprašanje zdaj, koliko sem fizično pripravljen, a imam dovolj izkušenj za te razmere, ki jih bom srečal na poti, a znam uporabljati opremo, ki jo nosim s sabo, take stvari, ker zelo veliko se zgodi, da precenjujemo zdaj ali svoje sposobnosti ali pa podcenjujemo zahtevnost ture, in je pa pač pomembno, da znamo poslušati sebe. Primer, če se ne počutimo dobro, da lahko še vedno na primernem mestu turo prekinemo in se vrnemo nazaj na izhodišče. Zdaj to je lahko bodisi zaradi slabše fizične priprave ali pa da mogoče razmere na terenu ne presegajo naše tehnične sposobnosti. Zdaj zelo veliko je vedno govora o tem, kaj je to primerna oprema. Zdaj vedno prilagajamo turi in pa razmeram, ker vemo, da ena tura, če jo mi opravimo v zimskem času, je lahko čisto drugačna, kakor pa poleta. Tudi naprimer, za primer lahko dam, naprimer mi normalno pot, se pravi, ki je zavarovana plezalna pot, zelo zahtevna pot, od Kredarice do vrha Triglava in nazaj vodimo 4 goste poleti na vrvi, po zimi pa samo 2, pa včasih je tudi 2 imeti na vrvi lahko tam že kar izziv. Tako da to, se pravi, osnova, ko vidite vi človeka, ki
reče, da bo šel v gore, ga pogledate, kako je opremljen. In prva stvar, ko opazite, je to, kakšne ima čevlje. In zdaj, če so to neki čevlji, ki so bolj primerni za sredogorje ali pa kakšni ckaški čevlji, take stvari, je pač dobro, da ljudi potem na to upozorimo. Se pravi, potem seveda sledijo oblačila po sistemu teh čebulnega več slojev, oblačenja, potem zaščita pred soncem, dežjem, kako je tudi Matej rekel, potem tudi napolnjen telefon s primerno navigacijo. Zdaj pol dodatno opreme, kot so tukaj čelada, pas, samorovalni komplet, dereze, cepin, to je pač vse odvisno od ture, na katero gremo. Na neko lažjo turo, na lahko planinsko pot poleti, kjer ni snega, naprimer Viševnika, teh stvari ne rabimo. To je tam neodvečna oprema, ki nam bo samo povečala težo na hrbtniku in nam bo turo zaradi tega podaljšala. Se pravi, pa so te ostale stvari, kot smo že rekli, se pravi, zadostna količina vode, hrane, prva pomoč, zaščitna folija, čelna svepilka in pa zemljevid kot nek backup, v primeru, da nam na telefonu zmanjka baterije. In seveda zdaj, če opazite, da bi ta človek, ki bi rad šel naprimer na Triglav, že ne zgleda, da je za to primeren, sprašuje mogoče hecna vprašanja in take stvari, ali pa direktno sprašuje po gorskem vodniku, imamo mi spletno stran Združenja gorskih vodnikov Slovenije, zgvs.si, tam se lahko prek tega obrazca pošlje povpraševanje za turo in se to lahko hitro naredi, ker pač mi ne samo, da povečamo zdaj varnost, mi probamo presoditi razmere in prilagodimo razmere gostom, zato da je pač to učinkovito narejen pa varno. In pa potem tudi gosti, da bi lahko zaradi tega se boljše odločali, ko bodo sami šli naslednjič na turo. Se pravi, kadarkoli tura presega izkušnje gostov, kot si zaradi razmera, to zima, so ledeniki, take stvari, ali pa pač zaradi tehničnih sposobnosti, naprimer varovanja z vrvjo ali pa samega plezanja oziroma smučanja. Takrat pridemo pač mi noter v to zgodbo, da probamo preprečiti nesreče, da se sploh zgodijo. To pa mogoče še za konec, meni se zdi, da so ene bolj pogostih napak pri pripravi na ture to, da se pač ne pogleda vremenska napoved ali pa da se mogoče pogleda na neprimernem kanalu. Sicer zdaj to Google vreme dela že kar dobro, včasih je bilo to zelo slabo. Potem, da prevzamemo, kot je tudi prej rekel, premalo vode, neprimerno obutev, da prepozno začnemo na turo in pa da v bistvu ljudje potem slepo sledijo spletnim objavam in pa nekim GPS trackom, brez da bi v bistvu to, kar vidijo na terenu, aplicirali potem na samo pot, se pravi, če je še vedno sneg tam, nimajo opreme, je vse najboljše, da bi se tam obrnili. Tako da to, z moje strani bi se mi zdi, da lahko še vsi zelo veliko stvari povedali, ampak dobro bi bilo, da probamo se res osredotočiti, da probamo preprečiti te nesreče. Hvala. Hvala lepa, Uroš. Se pravi, ko priprava na turo ni ustrezna, se pogosto morajo vključiti reševalci in gorska policijska enota.
Jaz bi zdaj predlagala, da najprej k besedi povabimo Mateja Brajnika iz Gorske policijske enote in bi mogoče poudaril, s katerimi primeri neodgovornega ravnanja se najpogosteje srečujete v gorah in katere nesreče bi bile po vaših izkušnjah mogoče tudi preprečiti oziroma jim svetovati obiskovalcem gora, da tega ne počnejo. Ja, lep pozdrav vsem še enkrat. Zdaj, odgovorno vedenje oziroma kako preprečevati gorske nesreče je predvsem s tem, da ozaveščeno hodimo v gore in se prilagajamo razmeram, ker v naših gorah ali pa kjerkoli drugje se lahko za vsakim robom skalnim naša pot spremeni. Tako, kot je bilo prej povedano, lahko so tudi detajli, kar označujejo tudi planinske karte. In predvsem je v tem, bom rekel, neka srž, da se vsi, predvsem tujci ali pa tudi domači planinci, pohodniki, premalokrat razmislijo o tem, da bo gora, pot in tako naprej počakalo in da lahko naslednjič v primernejših razmerah nadaljujem pot, jo prilagodim in s tem uspešno opravim turo, ker samo osvojitev vrha, vsi vemo, da je šele pol poti, ta druga polovica poti je varna vrnitev v dolino in pa domov. Tako da to je v glavnem tisto, kar zadnja leta opažamo pri, bom rekel, poškodovanih ali pa nepoškodovanih v situacijah, ki bi bile lahko preprečene. Predvsem pri tujcih tudi letošnje razmere kažejo na to, da bojo podobne lanskim, se pravi, precej snega je še v tem času v gorah in na to se pač morajo vsi ti ljubitelji oziroma tisti, ki si zadajo turo v gore, zavedati, se na to pripraviti in v določenih primerih tudi ustrezno odreagirati v smislu razmisleka. Se to ne gre za to, da bi tam nekdo potem 1 uro razmišljal ali bom nadaljeval pot čez neko snežišče. To je relativno enostavna odločitev, ali sem ustrezno usposobljen, ali imam ustrezno opremo in kako bom nadaljeval, pa koliko še te poti take imam, oziroma te stvari se lahko ponavljajo, bom rekel, pri snežiščih. Vsaka grapa ima lahko svojega. Tukaj na to je vezana tudi vremenska napoved, ki jo treba redno pa sprotno spremljati, kar pomeni, da če se en dan prej pripravimo na turo, preverimo te zadeve, ni rečeno, da bo vremenska napoved vzdržala do jutra, sploh v zdajšnjem času, bom rekel maj, junij, nekako po starih rekih ne bi bilo pač vreme julija, avgusta, mogoče septembra tudi bolj stabilno, bolj sigurno, da ne prihaja tako hitro do menjav. Trenutno se pa te zadeve zelo hitro dogajajo, predvsem takrat, ko iščemo, bom rekel, neko vremensko luknjo, brez padavin ali pa kratek del sončnega vremena, je pač treba upoštevati, da hribi so še bolj nepredvidljivi kot pa sama napoved za en večje območje, kar pomeni, da če na eni strani gore sije sonce, na drugi strani lahko sneži ali pa močno dežuje oziroma je prava nevihta. In če naša pot preč eno tako območje, je pač to treba vzeti v obzir in se na to ustrezno pripraviti in odreagirati in se delno navezuje s tistem, kar sem prejle povedal. Kar se tiče kršitev, bom rekel, mi nekih konkretnih policisti v gorah, nekih konkretnih kršitev ne ugotavljamo, ker takih predpisov v Sloveniji še nimamo. Lahko pa govorimo o kršitvah nekih splošnih pravil hoje v gore, ki so jih moji predhodniki tudi že omenili. Takrat pa v bistvu mi nekih pravnih podlag kot takih za neko, bom rekel, to grdo ukrepanje
nimamo. Zaenkrat še ne, upam, da bomo razvili določene stvari, pa ni nujno, da v smislu kaznovalne politike, naprimer tako kot imajo v Italiji, lahko tudi v smislu neke lažjega dokazovanja odgovornosti za povzročitev nekega stanja. Predvsem se tukaj potem nagibam naprej na posredovanje gorskih reševalcev, ki tako osebo morajo priti iskat, ne glede na to, ali je poškodovana ali ne, ko se je pravzaprav sama spravila v neko situacijo, ki bi se jo lahko izognila, ali zdaj z upoštevanjem vremenske napovedi, ali z neprilagajanjem na sami poti, ali neprilagajanjem svojim zmožnostim, ki se lahko tudi na tej turi, na tej poti spremenijo. V tem smislu upam, da bomo nadaljevali nekatere postopke, ki se že odvijajo v medresorskem usklajevanju, tako da bo mogoče koga brez glavo ali pa mentaliteta, sem me bojo prišli rešiti, če se bom pač spravil v neko situacijo, da se bo to prekinila, da bojo ljudje tudi ob načrtovanju ture v obzir vzeli tudi to. Zdaj gorski reševalci, pa tudi mi ugotavljamo in vemo, kdaj se je nekomu naredila dejansko nesreča, kdaj se je pa sam nekako spravil v situacijo. S tem, da to je pač naša naloga, da izvedemo stvari naprej, pripeljemo do pravih, če rečem, organov oziroma organizacij, ki prevzamejo postopke. Na nas samih je, da to pravilno ugotovimo, zadokumentiramo in z vsemi ostalimi okoliščinami to dokumentacijo se pravi zapišemo in odstopimo naprej. Zdaj, v lanskem letu lahko povem, da smo kar nekaj predlogov poslali na Upravo za zaščito in reševanje kot predlog izstavitve računa, in sicer za posredovanja, se pravi, v posredovanja gorskih reševalcev, v katerem so se te posamezniki sami spravili. Zaradi neodgovornega ravnanja, pa tako, kot sem prej rekel, neupoštevanja teh splošnih pravil hoje v gore. Zdaj, sam potek nadaljnjega postopka nam ni znan, niti ne dobivamo povratnih informacij, na nas pa je, da sam te primere ustrezno dokumentiramo in odstopamo drugim organizacijam, ki lahko potem nadaljujejo z postopki oziroma spreminjajo določena pravila tudi v pravnem smislu v Republiki Sloveniji. Zdaj, pogostokrat se dogaja, pa v zadnje, bom rekel, pol leta ali pa slab let, da se srečujemo predvsem s tujci, mlajšimi pohodniki, ki v tem njihovem hikingu, tako kot je bilo že prej omenjen, ne razločijo prav dobro naše razmere. Slovenske gore so namreč lepe, zelo lepe, hkrati pa tudi lahko tudi polne pasti, zdaj odvisno od ture oziroma od smeri, od gore, od cilja, ki si ga zastavimo. In tukaj je prav v letošnjem letu ena taka bizarna zadeva bila. Na koncu je prišlo do reševanja, k sreči dvema pohodnikoma nista bila poškodovana, pač pa jih je situacija ustavila in sta se odločila, da dejansko ne morata nadaljevati, niti se ne morata vrniti varno v dolino. Seveda nista upoštevala tega pravila, da se je treba pozanimati, in tudi, ko sta prišla v situacijo, ko se je začel stopnjevati počasi, se pravi razmere, na katere nista bila pripravljena, tukaj v konkretnem primeru uporaba pravilnih čevljev in pa ostale opreme, cepin, dereze za premagovanje snega, sta nadaljevala s tem, da jih je na poti kolega gorski vodnik, tudi gorski reševalec, opozoril, da glede na njuno smer oziroma na njuno turo nista primerno opremljena, da do tega ali znata karkoli
oziroma imata izkušnje ali ne, niso še prišli. Kljub temu sta nadaljevala, no, čez 2 ure je pač Gorska reševalna služba z ekipo posredovala in so jih lahko hitro tudi locirali pa pripeljali v dolino. Bila sta pa popolnoma neprimerno obuta, pa ne govorim zdaj samo o tem, da so to nizki čevlji, ampak to so bili čevlji brez profila, če temu tako rečem. In je to ena od teh zadev, na katere pač mi odreagiramo in poskušamo v trenutni situaciji narediti maksimalno, če ne drugače, da se vsaj te stvari formalno zabeležijo in se na podlagi teh stvari lahko naprej ugotavlja, kaj in kako postopati. In to so tudi dejavniki, o katerem se v tem projektu Varno v gore tudi pogovarjamo, kaj je potrebno izpostaviti, da izboljšamo varnost teh naših pohodnikov, da jih pravilno usmerjamo. Zaenkrat pa še, tako sem že omenil, nekih trdih mehanizmov, glede na zadnji primer, ki sem ga opisal, nimamo tako rekoč, da bi človeka prijel za rame, ga obrnil in ga odpeljal nazaj v dolino strani neke pooblaščene osebe. Ali je to gorski vodnik, ali je to policist, lahko tudi gorski reševalec, kjer ti ljudje imajo določeno težo znanja in pa potem v nadaljevanju, če se karkoli zgodi, svoje obveznosti in tudi v tem smislu, ko izpostavljajo svoje telesa oziroma svoje zdravje in svojo varnost, da bi v tem smislu dodatno lahko preprečevali nepotrebna reševanja. Zdaj, še en tak primer situacije je, mogoče ga bo tudi kolega Dolinar izpostavil, navodila, ki jih dajejo reševalci, predvsem ob klicu na pomoč, je treba upoštevati. Bili so že primeri, ko osebe, ki so zaprosile za pomoč, niso upoštevali navodil. En primer je bil v Kamniški Bistrici pred leti, ko se je nekdo izgubil po noč. Navodilo je bilo, ne se premikati, vas bomo našli. Osebo, žalostno, se je našlo 10 let kasneje šele. Seveda rezultat nam je vsem jasen, ampak ravno to, če se podajo določena navodila, jih ljudje, če že kličejo na pomoč, dobesedno oziroma v tem kontekstu, kot so podana, tudi upoštevajo in se tega držijo, zato ker bojo tako zagotovili neko malo večjo varnost reševalcev, ker se pripravljajo in lahko sami skalkulirajo riziko, kamor pač grejo, in pa lahko si bojo sami se omogočali, povečali verjetnost, da jih bodo reševalci varno spravili v dolino in do ustreznih zdravstvenih ustanov. Zdaj toliko nekako z moje strani, pa hvala za besedo. Ja, hvala lepa, Matej. Kot smo slišali, kljub vsemu teh klicev na pomoč je še vedno veliko in prav ta akcija Varno v gore si želi, da bi jih bilo čim manj, ampak kljub vsemu pa bi zdaj predala besedo gospodu Gregorju Dolinarju iz Gorske reševalne zveze Slovenije in nam bo nekako orisal, kateri so najpogostejši razlogi za intervencije v gorah, kako obiskovalci lahko na takšne situacije sami vplivajo oziroma jih preprečijo in kako ukrepati, če kljub vsemu pride do nesreče oziroma da se izgubimo ali se zaplezamo in tako naprej. Gregor, beseda je vaša. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu Gorske reševalne zveze Slovenije. Jaz imam tukaj eno kratko prezentacijo, jo bom zdaj delil z vami. Zdaj mogoče čisto ena osnovna informacija, ki jo tudi predvsem tuji obiskovalci ne poznajo. Gorska reševalna zveza Slovenije je organizirana v okviru
18 društev. Kar je tukaj pomembno, je, da smo gorski reševalci v Sloveniji prostovoljci. Po svetu so gorsko reševanje različno organizirano, pri nas temelji na prostovoljni bazi, ampak tukaj lahko samozavestno in suvereno rečem tudi na podlagi izkušenj iz drugih držav, da imamo to gorsko reševanje v Sloveniji odlično organizirano. Zdaj, ena stvar, ki bi tukaj poudaril, pri gorskem reševanju večina vidi predvsem, kako helikopter pride, te pobere, pripelje v dolino. Mi nekako več kot polovico gorskih reševanj še vedno opravimo klasično peš, zaradi različnih razlogov. Ali so to vremenske razmere, ali je to noč, ali še kakšna druga stvar. Tako da to pričakovanje, če do nesreče pride, da bo takoj priletel helikopter in nekoga spravil v dolino, je vsekakor nerealistično. Že pri posredovanju s helikopterjem kar nekaj časa traja, da helikopter pride na ustrezno lokacijo. Ko pa govorimo o teh klasičnih reševanjih, ki sem rekel, da jih je več kot polovico, so pa te časi, ko pridemo do ponesrečenca, lahko zelo dolgi. Seveda, če nekdo rabi tam do Triglava 3-4 ure, ne more pričakovati, da mi bomo pa iz doline prišli v pol ure. Zdaj, kar se tiče statistike nesreč, število nesreč tudi številom obiskovalcev zelo hitro narašča. Kot se vidi tudi na tem grafu, razen tistega izjemnega leta v covidu, številke rastejo. Bili smo pa nekako zadovoljni, da mogoče vseeno tudi zaradi vseh teh preventivnih aktivnosti število nesreč mogoče malo počasneje narašča kot število obiskovalcev. Torej, z določenimi akcijami v zadnjih 2 letih nismo imeli rekordnih številk, ampak žal pa, recimo, vseeno smo lansko leto imeli rekordno število smrtnih žrtev v naših gorah. Za ilustracijo 50 umrlih v gorah in na težko dostopnih terenih. No, tukaj je treba vsem poudariti, da mi rešujemo tudi na težko dostopnih terenih, torej tudi kakšnih gozdovih, posredujemo pri kakšni gozdarski nesreči, ampak vseeno, te številke so kar velike. Je pa največje število intervencij na območjih, kjer je tudi več turizma. Že vrsto let so med najbolj obremenjenimi Bohinj, potem Tolmin, Bovec, v zadnjem obdobju tudi Ljubljana. Najpogostejši razlog za nesrečo je zdrs, tega je največ, pa to ni nujno, da je res samo zdrs po nekem zelo strmem pobočju. Ko smo v gorah, vsak padec lahko pomeni padec na neko globino, tako da to je seveda v gorah običajno res najpogostejši razlog. Veliko je nepoznavanja terena, na kar je res treba opozoriti obiskovalce gora, da se je treba dobro pripraviti na turo. To, da zaideš, to je običajno res odgovornost tistega, ki gre v gore. Nesreče se dogajajo, se bodo vedno dogajalo, vedno se lahko nekdo spotakne, torej na določene stvari malo manj lahko vplivamo, ampak kar se tiče pa nepoznavanja terena, pa je eden izmed razlogov, ki bi ga res lahko odpravili, in seveda tudi neprimerna osebna oprema in tudi telesna nepripravljenost za neko zahtevno turo. Mogoče tukaj še ena informacija. Mi v zadnjem obdobju rešujemo vedno več nepoškodovanih. Te številke se bližajo res že skoraj polovici, kar je spet en pokazatelj, da bo tukaj res treba še veliko delati tudi na sami preventivi. Ko govorimo o tem, kakšna je sestava teh, ki jih rešujemo, je blizu polovice teh, ki jih rešujemo, so tuji državljani.
In tukaj izstopajo države, iz katerih tudi imamo največ obiskovalcev, Nemčija, Poljska, nekatere druge evropske države, Hrvaška, Madžarska, Češka in tako naprej. Tako da tukaj, kot so že moji sogovorniki prej poudarili, turisti, tuji obiskovalci so včasih tudi zaradi neke časovne stiske, nepoznavanja, kar vedno večjem številu udeleženih v teh gorskih nesrečah. Preventiva postaja res vedno pomembnejši del tudi te naše dejavnosti, zato tudi z velikim veseljem sodelujemo v tem projektu. O raznih priporočilih je bilo že kar veliko rečenega. Jaz bom potem na nekaj konkretnih primerih še enkrat izpostavil, kaj so tiste napake, ki jih delajo obiskovalci gora. Mogoče tukaj le še pri vremenu bi poudaril, da res tako, kot se zelo hitro spreminjajo razmere, razne aplikacije omogočajo pravzaprav spremljanje vremena tudi, ko smo že na turi. Tudi to velikokrat lahko prepreči nesrečo, pogledamo radarsko sliko, vidimo, da se bliža nevihta in nam to pomaga, da se pravi čas obrnemo. Zelo pomembno je tudi, da obvestimo druge, kam se odpravljamo. Predvsem kakšni tuji turisti ne povedo oziroma nimajo nekih znancev, sorodnikov, ki bi jim povedali, kam gredo, in potem, ko so pogrešani, jih je velikokrat kar težko locirati. Če pokličejo na pomoč, je to ena zgodba, če pa je nekdo samo se ne vrne v svoje nastanitev v hotel ali kamorkoli, in potem se sproži neka iskalna akcija, potem je tukaj zelo na začetku včasih kar težko locirati, kam so se odpravili. Torej, tukaj je res pomembno, da se obvesti, kam gremo. Torej, če pride sploh do kakšnih tragičnih nesreč, takrat ne bo ponesrečenec mogel sporočiti, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, tako da predhodna najava je zelo pomembna. Telefon, naš seveda sedaj spremljevalec ves čas, če je baterija prazna, nam telefon čisto nič ne pomaga. Torej, mi res svetujemo tudi kakšne te baterije, dodatne baterije, da jih obiskovalci vzamejo, powerbanke, in pa zelo koristno je, če zna vsak tudi deliti svoje GPS koordinate. Potem je ta lokacija res natančno določena in nam pomaga čim prej priti do ponesrečenca, pa sploh po zimi pri telefonu je pomembno, da se zavedamo, da se baterija veliko hitreje sprazni kot v dolini. Tudi anten telefonskih je v gorah manj, zato se tudi zaradi tega razloga baterija prej prazni, kot smo navajeni, in tukaj imamo kar nekaj težav, ko nek ponesrečenec ima ponavadi hitro zelo prazno baterijo, in potem smo v težavah. Pa mogoče še ena zadeva, če pride do nesreče, ne čakati. Treba je takoj poklicati številko 112, vsak izgubljen trenutek je lahko, temu rečem, tudi usoden. In ko pride do nesreče, predvsem pri tujcih, je treba poudariti, ne klicati svojih veleposlaništev, ne klicati nekam v tujino, treba je poklicati na številko 112, da se lahko takoj ustrezno odreagira. Pri samem klicu, potem ko pride, to bo potem tudi operater na 112 bo pomagal, ampak treba je biti miren in povedati, kje se je zgodilo, kaj se je zgodilo, število oseb in kakšno pomoč se potrebuje. Zdaj imam jaz tukaj še nekaj konkretnih primerov nedavnih akcij, kjer bi mogoče opozoril na razloge, zakaj do tistih
do teh reševanj prišlo. To je bilo zelo odmevno reševanje teh madžarskih planincev v kotličih. To je bilo za božič leta 2024. Dva madžarska planinca, dobro opremljena, sta bivakirala v gorah in se potem odpravila proti Kamniškemu sedlu in na poti sta zašla, ker sta sledila neki sledi na telefonu, ki ju je peljala v to kotliško grapo, v povsem neprehoden teren. Torej, dve napaki. Ena je bila, da nista se ustrezno odzvala na slabo vremensko napoved. Napoved je bila jasna, da bo zelo vetrovno, da bojo snežne padavine. Namesto da bi se direktno vrnila v dolino, sta nadaljevala pot proti Kamniškemu sedlu in še potem sta sledila neki sledi, ki ni bila prava. Bi pa poudaril, da je pa ena od ponesrečenk prav ustrezna oprema ji je rešila življenje, ker je noč preživela v izjemno zahtevnih razmerah, vetru, mrazu, snegu, ampak ker je bila ustrezno opremljena, dobra spalna vreča, dovolj oblačil, je nekako preživela noč in smo potem še pravočasno prišli do nje, do njenega spremljevalca, pa za njenega spremljevalca pa pomoč pač prišla žal prepozno. Če nadaljujem plaz pod Tošcem, nedavna nesreča, ko je plaz odnesel 3 hrvaške planince. Tukaj je bilo zopet nekako vremenska napoved, ni bila ravno dobra, razmere so se zelo hitro spremenile in potem tukaj so se pravzaprav planinci vračali v dolino po sneženju, tako da tukaj bi rekel zopet tisti faktor, ko želimo iti v gore, tudi če vremenska napoved ni ustrezna, to je treba vedno znova poudarjati. Tudi če smo za kratek čas v slovenskih gorah, bomo pa prišli še naslednje leto, ni vredno tega življenja samo zaradi tega, da bomo dosegli svoj cilj v tistem kratkem obdobju, ki smo ga rezervirali za naš dopust. Zelo veliko nesreč imamo žal zaradi, kot je bilo že prej omenjeno, tako imenovanih Instagram dogodkov. Eden izmed najbolj atraktivnih bivakov v slovenskih gorah je seveda bivak pod Skuto. Lepa lokacija, ampak hkrati tudi izjemno zahtevna lokacija. In tukaj kamniški gorski reševalci imajo več kot 10% reševalnih akcij samo zaradi neustrezno opremljenih turistov, ki želijo prespati v bivaku pod Skuto. Krasne slike so z tistega območja, večinoma so to res neprimerno opremljeni, brez ustreznih izkušenj. Sama slika tistega kraja je seveda krasna, dostop pa je tukaj zelo zahteven, sploh zaradi tega, ker so na poti še dolgo v pomlad, poletje tudi zahtevna snežišča. Tako da treba je res opozoriti, da dostopi do nekaterih krajev so lahko zahtevni, tako da tukaj neka klasična napaka, gremo po lepo fotografijo v gore, brez ustreznih izkušenj in ustrezne opreme. In mogoče še za konec tudi nedavno reševanje na območju Severne Triglavske stene. Tukaj sta pa 2 alpinista šla čez Severno Triglavsko steno letos aprila, zgrešila sta izstop iz smeri, ki je zahteven, pri tem je bila tema. Kaj bi tukaj poudaril?
bila sta ustrezno opremljena, tudi baterijo na telefonu sta imela dovolj polno, tako da smo bili lahko z njimi v stiku celotno noč, tako da sta celo noč morala čakati na pomoč. Torej, kaj želim poudariti pri tej akciji, ne glede na akcija je bila sprožena relativno pozno, lahko bi jo sprožila že veliko prej, tako da, ko je bila enkrat tema, helikopter ni več mogel leteti in potem so bili ti odzivni časi, seveda so dolgi in do njiju smo se prebili šele v zgodnjih jutranjih urah. Tako da na to je treba res opozarjati, da so lahko te odzivni časi dolgi, po drugi strani pa, da je res treba pravi čas poklicati na pomoč. Vse preveč je tistih reševalnih akcij, ko ljudje nekako kolebajo ali bi poklicali na pomoč, ne čakajo do zadnjega trenutka, potem ko je tema, pa res ugotovijo, da ne bo šlo, čeprav so to že sred popoldneva verjetno slutili, da mogoče ne bo šlo, zvečer, ponoči so pa stvari reševanja vsekakor veliko bolj zahtevno. Tako da toliko z moje strani. Hvala še enkrat za povabilo. Hvala lepa, gospod Dolinar. Jaz upam, da boste imeli teh reševalnih akcij čim manj in da bo mogoče tudi ta webinar dal komu eno inspiracijo, da obiskovalcem, ki jih bodo imeli pred sabo, naj si bodi v hotelu, nastanitvah, kakšnih drugih, da jim res mogoče tudi povzamejo kakšen primer, kaj se lahko in kako hitro se lahko v hribih zgodi kaj usodnega. Vsi do zdaj sogovorniki so govorili, kako zelo pomembno je za obisk gora spremljanje vremena. In gotovo vsi vemo, da vreme v dolini ni enako vremenu v visokogorju, tudi v sredogorju. In zato k besedi vabim gospoda Blaža Štera z Agencije Republike Slovenije za okolje, ki nam bo z prve roke povedal, kje informacije o spreminjanju vremena, vremenski napovedi iskati, da so to zanesljive informacije o razmerah in kako zelo pomembno je, da smo pozorni ne samo na kondicijo in pripravo ture, ampak tudi na vreme. Ja, dober dan. Pozdravljeni vsi. Se opravičujem oziroma hvala, ker ste me čakali, imel sem tehnične zaplete, ravno v nepravem času, kakor je vedno potem tako. Ja, jaz bom pa predstavil vreme v gorah. Če se najprej sam predstavim, sem Blaž Šter, delam na Agenciji Republike Slovenije za okolje, delujem v meteorološki prognozi. Ukvarjamo se pa seveda tudi z vremenom, ne samo v dolinah, ampak tudi v gorah. In ta predstavitev je nekako bolj poudarek je na poletnem vremenu. Vemo, da gore po zimi so sploh lahko zahtevne, predvsem takrat, ko je vreme slabo oziroma manj primerno za obisk gora. Poleti pa tudi, vemo, da više kot gremo, bolj smo izpostavljeni vremenu. Na vsakih približno 100 metrov oziroma 300 metrov temperatura pade za 2 stopinji, tako da so nižje temperature, sploh v poletnem času, kadar imamo razvoj kopastih oblakov, je v dolini lahko sonce, više kot gremo, se znajdemo v megli, veter piha močneje in seveda pogosto nastajajo nevihte, saj prav v tej začetni fazi v gorah, tako da imamo lahko zelo hitro spremembo vremena. Megla je pomembna, vemo, da oblaki, više kot gremo, se znajdemo v oblaku, pravzaprav se znajdemo prav tam, ko se vreme dogaja oziroma je najbolj silovito in lahko nas preseneti megla in ta zmanjša vidljivost, se zgubimo. Po drugi strani pa so tudi take stvari, kakor smo mogoče manj vajeni tukaj v dolini, kakor je močno uvesevanje, je lahko problem. Tudi
recimo za naslednji teden se obeta vročinski val, tudi v gorah je zelo lahko vroče, sploh, ko smo nekako pod temi napori in tudi UV sevanje je višje kot v dolini. To pomeni, da lahko nas upeče, lahko dobimo sončarico in se pač zdravstveno stanje izrazito spremeni po teh naporih, tako da moramo to upoštevati. Pa seveda padavine. Včeraj smo videli te močne nevihte, neurja. Ni padal samo dež, tudi toča, in tudi recimo v gorah nas lahko zajame taka močna nevihta s točo. Po drugi strani smo imeli pa potem, če pogledamo včerajšnji primer, tudi nekaj snega, na Krelce se je dovolj shladilo, recimo, da je tudi šlo v sneg in ta ohladitev lahko predstavlja potem potencialno nevarnost, če nas to zajame in nismo ustrezno opremljeni, da pride do podhladitve, še posebej, če se teh stvari kopičijo. Ponavadi tako, da se stvari kopičijo, da imamo recimo, da se poškodujemo, pa ostanemo, pa da smo prepozno šli v gore, popoldne so nevihte in to se kopiči in na koncu pristanemo v težki situaciji, tako da tudi seveda vreme je del te zgodbe. In tudi del priprave na turo, kakor so že sogovorniki omenjali, da gorska napoved ni enaka dolinski napovedi, tako da recimo na primeru povprečne julijske temperature, na Krelci recimo povprečna julijska temperatura 7 stopinj, v Ljubljani pa skoraj 22 stopinj in ta temperaturna razlika daje vedeti, da je v gorah vreme precej drugačeno, kakor v dolini. Gore, sploh recimo proti južni del Alp, pogosto pa tudi severni, se tam ni dosti drugače, ustvarja v bistvu vremenske pogoje, zato je pogosto tudi vremenska napoved v gorah manj zanesljiva. Vemo, da se vse bolj opiramo na modelske napovedi, ampak v gorah pa ne gre, še vedno so te modelske napovedi razmeroma slabe, oziroma sploh pri teh nevihtah so napovedi lahko manj zanesljive in moramo recimo upoštevati še kakšne druge faktorje. Zato, ker gore so pač v tem modelskem svetu, se pravi v teh računalniških oziroma računskih modelih, opisane ne tako natančno, kakor so v resnici, in zato pač so tudi te odkloni od dejanskega stanja lahko bistveno večji. Tudi ta pregovor, ki se včasih ga slišimo, da ni slabega vremena, da je samo slaba oprema, bi rekel, da za gore ne drži to povsem. Mislim, sploh, kar se tiče neviht. Če smo slabo oblečeni, potem še slabše seveda. Lahko nas ta obleka zaščiti pred dežjem, mrazom, snegom, ampak ne more nas recimo pred strelami. Ko vemo, više kot gremo, bolj smo izpostavljeni strelam, bliže samo oblakom in zato sploh na grebenih vrhovih, če nas ujame nevihta, smo v hudih škripcih, tako da se moramo na to pripraviti že prej oziroma poskrbeti, da do takih situacij ne pride. Tako da tudi slaba oprema nas ne more nekako pripraviti, če nas recimo zajame neurje s točo, z močnim vetrom. Vemo, da so te sunki vetra lahko tako močni, da dejansko izgubimo ravnotežje in umahnemo v globino. Tako da lahko rečemo, da so poletne nevihte tiste najbolj nevaren vremenski pojav. Ena stvar, ki smo jo že večkrat izpostavljali, je to, da je pomemben zgoden odhod na turo. Se pravi, pogledali smo recimo vremensko napoved za jutrišnji dan, smo se pripravili, glede na vremenske razmere, recimo vreme, da je bilo ugodno, ampak vseeno pogosto je praktično redko se poleti zgodi, da je vreme povsem stabilno, da nimamo niti ene plohe, recimo po celi državi, vedno obstaja skoraj vsaj manjša verjetnost, da nastane ploha nevihta, tako da moramo biti na to pripravljeni. In ena taka priprava, da se v gore odpravimo dovolj zgodaj, kajti večina teh recimo neviht, ki so nastane zaradi segrevanja, so popoldne,
In tako da nekako se lahko pripravimo na to, če gremo zgodaj, smo recimo popoldne v popoldanskem času že nekje nižje, recimo v Koči ali pa celo v dolini, tako da pa tudi recimo z tega stališča, da je recimo, če je čez dan sončno, vemo, da je hitro vroče in če smo prepozni, tudi vročina precej huda lahko in nas to izčrpa, tako da ta zgoden odhod na turo ima veliko recimo prednosti, kakor če lovimo tiste popoldanske ure tik pred sončnim zahodom in takrat se stvari lahko potem hitro zapletajo. Potem je treba spremljati, zato ker lahko se zgodi, da ta nevihta nastane zelo hitro, lahko tudi v manj kot eni uri, tako da nekako smo pozorni na to. In kot sem že prej omenjal, modelske napovedi ne morejo natančno določiti kraj in časa nastanka nevihte, tako da ne moramo biti zdaj, če vidimo na naši aplikaciji ali pa da vemo, da pač ljudje uporabljajo aplikacije, ne samo naše napovedi, in če vidimo tam, da bojo nevihte recimo v sosednjih Karnicih, to ne pomeni, da ne more nastati tudi recimo v Julijcih nevihta. Tako da se moramo pripraviti na to, da če so neki signali v bližini, da so možne nevihte, moramo spremljati to, radarsko sliko padavin, okolico, razvoj oblakov je zelo pomembno spremljati, dokler nismo v oblaku, ko smo že v oblaku, to težje, ampak vseeno, okolica nam pove, recimo, ali slišimo grmenje že kakšno, ali se na radarski sliki kaj pojavlja, že kakšni odrazi padavin, da se preden nas neurje zajame, recimo, da spremenimo plan. In je zelo dobro imeti, čeprav je recimo vremenska napoved dokaj stabilna, tudi recimo plan B ali C, sploh če je recimo vremenska napoved taka, da bojo popoldne plohe, nevihte, je vedno dobro imeti plan B, C oziroma se pravočasno umakniti, če vidimo, da pride do neke nevihte oziroma da se nam ta nevihta bliža. Druga stvar so pa močne nevihte. V bistvu, ko pa so v napovedi, tako kot recimo včeraj, ko smo imeli opozorila, napovedi močne nevihte, takrat pa v bistvu v gore se ne hodi, oziroma mogoče kakšen kratek izlet v Sredogorje, ko vemo, da bomo že nazaj v eni uri pa pol, 2 mogoče, medtem ko videli smo včeraj, kaj se je zgodilo, imeli smo vremenski sistem oziroma res močno supercelično nevihto, ki je nastala v bistvu nad Italijo, se je pomikala čez Julijske Alpe, pogosto nad hribi ti sistemi nekoliko slabijo, potem je šla nad Ljubljansko kotlino, se je ukrepila in imeli smo močne sunke vetra, verjetno, čeprav nismo tega izmerali tudi večkrat, oziroma tam okrog 140–150 km/h glede na škodo, in taki sunki seveda so v gorah lahko še močnejši, tako da če nas tako neurje zajame, pa v bistvu dejansko nimamo kaj dosti opcij oziroma pač ostanemo v dolini, če so take napovedi. Je pa res tudi to, da če gledamo recimo zunaj, včeraj se čez dan nič kaj dosti ni dogajalo, potem pa so te sistemi, ki nastajajo recimo nad Alpami, nad Italijo in zelo hitro potujejo. To so hitrosti recimo takih sistemov, hitrejše, ko se peljemo z avtom, tako da se vreme lahko, kljub temu, da zunaj izgleda vse lepo, jasno, da se nič ne dogaja, mogoče se čuti kakšna sopara v zraku, se čuti, da bolj piha, ampak recimo oblaki so še daleč stran, ampak take nevihte nas zelo hitro lahko v narekovajih presenetijo, tako da bi rekel, da smo takrat res v dolini in da poskusimo nekako, da vse ne gremo, čeprav je vreme recimo na prvi pogled videti okej, v redu. In taka situacija lahko vztraja tudi več ur. Te klasične poletne nevihte so takšne, da mogoče trajajo kakšno uro, 2, medtem ko so te dolgožive nevihte, se lahko obnavljajo na enih in istih mestih in takrat je situacija pa seveda še toliko težja za tiste, ki se znajdejo v gorah, ko nastane takšna nevihta.
Bi pa izpostavil, čeprav mi ne opozarjamo za vsako nevihto, opozorila dajemo za te močnejše nevihte, da so tudi te nevihte, ki v narekovajih nedolžne, lahko problem v gorah. Kajti imeli smo recimo primere, ko je bilo nevihta šibka, ki bi rekel nič posebenega, ampak par strel je bilo samo, pa je pač ta strela recimo udarila ravno tam, ker pač so se gibali ljudje in je prišlo do smrtnih žrtev. Tako da v bistvu ne smemo podcenjevati neviht, tudi če so recimo napovedi, da bo samo kakšna nevihta oziroma da bodo običajne poletne nevihte. Potem je še ena stvar, ki je zelo pomembna, in nevarnost podhladitve, ki jo lahko podcenjujemo. Kakor sem omenil, včeraj recimo je bilo še v gorah, recimo razmeroma toplo, ampak se potem ohladil, ko je prišla hladna fronta in sneg je zapadel. Tako da to je kar pogost scenarij poleti, sploh če gremo recimo za več dni v gore, prespimo recimo v koči, zjutraj se zbudimo zasneženo jutro, in če nismo pripravljeni na to, nas to lahko preseneti, sploh pa, če nimamo ustrezne obutve, opreme, je to lahko velik problem, tako da spet, če se poškodujemo, pa recimo nas ne zajame taka fronta z nevihtami in sneženjem, tako da ta tipičen primer je lansko letni ta Tosc, ki ste ga tudi omenili. Drugi, ta primer je bil recimo en dan pred tem je bilo vreme lepo, v bistvu kopne razmere, in potem se lahko v nekaj urah to obrne. In če smo nekako izpostavljeni tem, mislim, če bi planirali ta izlet nekoliko prej, recimo en dan prej bi bilo, oziroma če bi se ti pohodniki vrnili že en dan prej v dolino, ki je bilo čisto možno, pa čeprav verjetno so si mislili, da so že skoraj na varnem, da tukaj pa ne bo težav, bi se situacija v redu iztekla, tako je pa prišlo do te tragične nesreče. Tako da nekako probamo, da imamo neke meje, da nismo nekako vezani na točno uro, ampak da se probamo prilagoditi tem vremenskim razmeram in vremenskim napovedmi in da se umaknemo, preden nas zajame taka ohladitev. Tako da sploh pa se zaplete, če treba recimo čakati na reševanje in nimamo ustreznih oblačil, seveda. Tako da glavne stvari, ki jih moramo narediti pred odhodom, domače naloge, to pa seveda, da preverimo gorsko napoved in ne samo en dan prej, da to spremljamo mogoče že več dni naprej, pa vidimo tudi, kako se vremenska napoved razvija, ali se za ta dan izboljšuje vreme, ali se poslabšuje. Nujno je preverjati vremenska opozorila, se pravi, imamo oranžno opozorilo ali samo rumeno za popoldanske nevihte. Seveda pa, ko smo na terenu, moramo spremljati radarsko sliko padavin, satelitsko sliko oblačnosti, tudi v okolici seveda. In potem opazujemo, ali je ta vrh, na katerega gremo, ali je še dosegljiv za nas, ali se mogoče prej umaknemo, če vidimo, da se nekaj bliža. In načrte prilagajamo razmeram, vrh bo že počakal, medtem ko pač, če se kaj hudega nam zgodi, pa mogoče ne bo več prilike, da dosežemo vrh. Zdaj pa še za konec sem pripravil uporabna ARSA orodja, ki jih lahko spremljamo. Tukaj na levi strani lahko vidite gorsko vremensko napoved, to vsak dan pripravlja dežurni prognostik. Gre za napoved v besedi, ki je pripravljena za danes in jutri potem. V tej napovedi izpostavljamo glavne te vremenske spremenljivke, opozarjamo na nevihte, če so možne popoldne ali pa tudi čez dan. Potem imamo ta druga tale koda predstavlja razširjeno napoved za več dni, to napoved pa pripravlja naš upokojeni prognostik Janez Markošek, tako da se pripravlja v ponedeljkih pa v četrtkih. Ta je recimo koristna, če se odpravljamo za več dni in nas zanima napoved za več dni v gorah. Potem smo pripravili, mislim, da kakšne 2 leti nazaj, tudi vreme v gorah s podrobnejšimi podatki. Tukaj najdete tudi
vremenske razmere trenutno v gorah, kamere, opozorila, tudi tak enostavno radarski prikaz in satelitski prikaz, pa tudi opozorila se vidijo lepo pač po urah, kdaj smo izdali opozorila. Potem pa sam zelo uporabljam ta radarski prikazovalnik padavin, kot ga vidite tudi tukaj na desni strani, ki omogoča tudi, da si nekako, da nam s telefona pobere lokacijo in nas locira, tako da se dobro vidi, kje smo trenutno in kako se gibajo nevihte, plohe, tako da lahko ocenimo, kdaj nas bodo dosegle recimo. Tako da ta aplikacija dobro dela tudi na mobilnih telefonih in tudi satelitska slika je zelo uporabna, sploh pred nevihtami, da vidimo, kje so tista območja dviganja, kje nastajajo oblaki in kje se lahko mogoče potencialno sprožijo nevihte v naslednji recimo uri. Prenavljamo pa tudi oziroma pripravljamo novo spletno stran, ki bo še bolj recimo uporabna na mobilnih napravah. Upajmo, da bomo slej ko prej tudi imeli napoved, vemo, za v angleščini. To se bo pač vemo, da mogli narediti, ker zaenkrat nimamo še ustrezne napovedi v angleščini. Je pa res, da te recimo razne aplikacije, tudi Google ali pa Microsoft uporabljajo naše podatke. To pomeni recimo, da dobite opozorilo tudi pred močnimi nevihtami, tudi lahko na mobilen telefon oziroma na računalnik. In to so v bistvu naše napovedi, tako da si lahko pomagamo s tem. To pa je z moje strani za enkrat vse. Hvala lepa, Uroš. No, pred sabo imamo po mojem najpomembnejši slajd, bomo rekli, s katerim si res lahko pomagamo in se orientiramo na to opozorilo, ker ne drži, smo slišali zdaj vedno ni slabega vremena, je samo slaba oprema, tudi slabo vreme je in je prav, da smo na to res pozorni. Varen obisk gora pa ni povezan samo z našo osebno varnostjo, ampak tudi z odgovornim odnosom do narave. Zato k besedi vabim Irmo Pivk iz Triglavskega narodnega parka, ki nam bo nekako orisala, s katerimi izzivi pri obiskovanju zavarovanih območjih se trenutno najpogosteje srečujete in kako lahko obiskovalci prispevate k bolj odgovornemu ravnanju v naravi. Ja, lep pozdrav vsem. Ko govorimo o varnem obiskovanju gora, običajno najprej pomislimo na vreme, opremo, telesno pripravljenost in seveda vse to je izrednega pomena. Vendar je pa pomemben tudi ta odgovoren odnos do narave. In danes bom predstavila nekaj osnovnih načel odgovornega obiskovanja gora in narave, ki prispevajo tako k varstvu narave, kot tudi k boljši izkušnji in seveda na koncu tudi k varnosti vseh obiskovalcev. Zakaj je sploh odgovorno obiskovanje pomembno? Med varnostjo obiskovalcev in varstvom narave obstaja močna povezava in ukrepi, ki pomagajo ohranjati naravo, pogosto prispevajo tudi k večji varnosti ljudi in seveda obratno. Odgovorno ravnanje tudi pomaga ohraniti naravo za prihodnje generacije, kar se mi zdi, da je tak zelo pomemben cilj. Gre naprej? Gre. Ko vstopamo v naravo, vstopamo v življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst in narava ne sme biti samo nek športni poligon brez omejitev in tudi te omejitve niso sami sebi namen. Saj alpski ekosistemi so zelo občutljivi in se obnavljajo bistveno počasneje kot številni drugi ekosistemi. In še posebej so občutljive živali v času razmnoževanja, vzreje mladičev in prezimovanja. In takrat že nek kratkotrajna motnja lahko povzroči dodaten stres, porabo energije in
ki jo seveda tudi živali nujno potrebujejo za preživetje. Zato tudi v Triglavskem narodnem parku vzpostavljamo mirna območja, ki so sicer omejitve malo strožje, ampak namen je zmanjšati vplive človeških aktivnosti na te občutljive vrste. Omejitve pa dosti lažje sprejemamo in upoštevamo, če razumemo sploh, zakaj so bile postavljene. Eno najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredimo za naravo in seveda svojo varnost, je gibanje po označenih poteh. Te poti so praviloma že načrtovane tako, da so varne za obiskovalce in hkrati pomeni neko manjšo obremenitev za okolje. Če pa uporabljamo neke bližnjice ali hodimo izven poti, povzročamo erozijo tal, neko širjenje poti in seveda poškodbo te občutljive alpske vegetacije. Tukaj je en primer iz Slemenove špice, ki je bila na srečo sanirana v zadnjih letih, tako da je zdaj boljše stanje, te bližnjice so bile zadravljene. Seveda, poleg tega, da uničujemo vegetacijo z hojo izven poti in neko nevarnost povzročamo tudi sebi, je tudi boljše za živali, da se gibamo po nekih predvidljivih koridorjih, ker se pač živali na to prilagodijo in se temu umaknejo. Samo bivakiranje in prenočevanje v naravi seveda pusti neke svoje sledi. In čeprav se mogoče nekemu posamezniku zdi, da za seboj ne pusti sledi, seveda lahko neko to množično bivakiranje povzroča številne težave. Lahko se puščajo neke odpadke, zelo nevarno so kurišča, lahko pride tudi do nekih požarov v naravi, seveda hrup in pa motnje v tistem občutljivem nočnem času, seveda tudi za živali, ki imajo vsaj tisti nočni mir za sebe, posegamo še v ta čas. In seveda za prenočevanje, zato volje, da se uporablja neka uradna prenočišča, planinske koče, da se ne spi izven teh prostorov. Odpadki, seveda tukaj je pravilo dovolj preprosto, da kar prinesemo v gore, odnesemo tudi nazaj. Pogosto sicer mislimo, da so problem samo neka plastika, embalaža, vendar so dostikrat tudi organski odpadki lahko problema. Saj lahko spreminjajo neke prehranjevalne navade živali in lahko vplivajo seveda na njihovo vedenje in zdravje. Dostikrat niso primerna za živali. V naravi pogosto ostanejo tudi kakšni papirnati robčki, ki se razkrajajo veliko dlje, kot si predstavljamo. Največkrat so tudi polna nekih barvil, nekih dišav in tako naprej, kar ne sodi v nek občutljiv gorski prostor. In dobra navada je, da imamo v nahrbtniku vedno neko vrečko za odpadke in sproti poskrbimo, da vse, kar prinesemo s seboj, odnesemo tudi nazaj. Pomemben del odgovornega obiskovanja je tudi način, kako pridemo do izhodišča. Nepravilno parkiranje seveda poškoduje neko vegetacijo, je tudi nek estetski problem v prostoru, v končni fazi tudi ovira promet intervencijskih poti ter seveda tudi povzroča probleme in slabo voljo med lokalnim prebivalstvom. Posebej poleti se srečujemo s temi velikimi prometnimi obremenitvami, zato bi mogoče bil tukaj en tak poziv, da se čim več uporablja javni prevoz, organizirane prevoze. Letos vemo, čez Vršič se je javni promet zelo pojačal, tudi v Dolina Vrata in tako naprej je bolje, da se vstopa z avtobusi. Mi smo tudi pripravili, letos smo v neki vzpostavitvi nekega digitalnega podatkovnega središča. Zbiramo uradne, ažurne, kjer se da tudi neke realnočasne podatke, ki so pomembni za obiskovalce. Namen je bil pa izogniti se temu, da ljudje iščejo informacije na nekih napačnih kanalih, pogosto na družabnih omrežjih in tako naprej.
Eden izmed rezultatov tega je tudi spletna interaktivna karta, ki je sicer še v pilotni fazi, objavljena je na naši spletni strani in tukaj res dobimo raznovrstne podatke, pomembne za obisk, seveda tudi naravovarstvene podatke in tako naprej. Lahko gledamo parkirišča, tukaj je recimo en primer parkirišča, kjer imamo tudi neke podatke o vseh, kar pač potrebujemo, zasedenosti, kjer so ta parkirišča, imajo te podatke, jih dobivamo realno časno in prikazujemo, tako da se vidi, tukaj bo nek semaforček, zelena, rumena, rdeča lučka in se bo že videlo že naprej, ali je parkirišče zasedeno že ali ne, tako da že vnaprej načrtujemo obisk. Seveda bojo tukaj tudi podatki o avtobusnih, železniških postajah, z voznimi redi, tako kot ste tudi že prej omenili, tudi na MAPZS strani, tako bo tudi mi bomo take podatke delili, tako da je res, tudi te karte bomo lahko delili naprej do destinacij, občin in tako naprej. Res namen je bil to, da so podatki uradni in preverjeni, to je bil glavni namen. Pritisk na te najbolj obiskane točke, predvsem posledica nekih objav na družabnih omrežjih, ko ljudje objavijo neko lepo sliko in to je bilo tudi že prej omenjeno, primer bivakov pod Skuto in potem tako ljudje hodijo nepripravljeni na te lokacije, in seveda posledica neka erozija, gneča, motnje za živali in tudi sama izkušnja obiska seveda ni tako dobra, In mi imamo tudi po parku kar nekaj števcev obiskovalcev in si lahko tudi na naši strani recimo pogledajo za posamezne točke. Sicer se podatki osvežujejo za en dan nazaj, ampak še vseeno vidimo nek trend, ko je neka lokacija obiskana, obremenjena in se mogoče odločimo za kakšno drugo. Seveda pomen usmerjanja obiskovalcev, najprej je potrebno razumeti situacijo na terenu, kje je največ obiskovalcev, ob katerih dneh, katerih urah hodijo, da se potem lahko ukvarjamo z samim usmerjanjem. Tako osebno na naših informacijskih mestih, tablah, v zadnjih letih pa prihajajo v ospredje ta neka digitalna orodja, ki seveda zelo pomagajo pri usmerjanju. Tukaj bi dala poudarek na nekih pravočasnih informacijah, ki seveda izboljšujejo izkušnjo. Najbolje, da ta informacija pride do obiskovalcev že pred obiskom, seveda vse informacije, kot smo že prej govorili, tudi o vremenu in vsem. In tako tudi lažje sprejemajo odgovorne odločitve. Tukaj samo nekaj primerov, kje mi vse zbiramo podatke o obisku, seveda z našimi števci. Tukaj zgoraj levo en lep primer naraščanja obiska na eni točki, ko vidimo res obisk raste, z raznimi heatmapi si tudi pomagamo iz Strave, Outdooractiva in tako da razumemo, kje se ljudje gibljajo in neke odločitve sprejemamo na podlagi tega. Za konec nekaj takih izročkov. Seveda varnost, kot sem že poudarila na začetku, varnost in varstvo narave gresta z roko v roki. In nek dober obiskovalec je seveda tisti, ki načrtuje obisk, ostaja na označenih poteh, spoštuje pravila območja, odnaša odpadke, uporablja neka urejena parkirišča in seveda za seboj ne pušča sledi. Seveda v gorah nismo sami in tega se moramo zavedati. To je z moje strani vse. Hvala za pozornost. Hvala lepa, Irma. Slišali smo res veliko koristnih nasvetov in opozoril naših strokovnjakov, partnerjev. Vse to pa je uporabno le, če obiskovalci vedo, kje lahko najdejo preverjene informacije in aktualne informacije. V Slovenski turistični organizaciji in Sloveniji Outdoor si skupaj res prizadevamo skupaj z vsemi partnerji, da so ključne informacije o varnem obiskovanju gora čim bolj dostopne. Informacije poiščite na portalu slovenija.info.
v sklopu Varno gore za načrtovanje izletov, pa kot smo že slišali, uporabljajte MAPZS aplikacijo in pa seveda tudi aplikacijo Slovenija Outdoor, kjer so na voljo vse preverjene informacije o poteh, navigaciji in drugih uporabnih vsebinah. Danes smo že slišali, da je za vsak primer še vedno priporočljivo imeti s sabo tudi planinski zemljevid, saj tehnologija pač ni vedno 100% zanesljiva. Za spremljanje vremena smo slišali Blaža, uporabljajte in sledite uradnim informacijam ARSA. Posebej pa bi rada izpostavila tudi to letošnjo novost, ko je na začetku predstavila že Aleksandra, in sicer beležka Varno gore. Tale ideja je nastala na pobudo vseh nas, partnerjev projekta, z željo, da ključne informacije približamo tudi obiskovalcem na terenu. Evo, Aleksandra jo drži v rokah. To je ena taka žepna beležka formata A6, ki na enem mestu združuje najpomembnejše napotke za varen obisk gora, od priprave na turo, pa obvezne opreme, pa ravnanje. V primeru nesreče je izdana v 3 jezikih in vsebuje tudi pohodniški dnevnik. Vse dodatne vsebine pa so dosegljive preko QR kod, ki nas nekako povežejo do spletnih strani in vsebin partnerjev projekta. Tale beležka je bila že razposlana, oziroma če ni bila še, pa bo nekje do sredine meseca na vse destinacijske naslove, v turistično-informacijske centre, in želeli bi res, da ta knjižica, ta beležka najde svoje mesto tudi pri čim več nastanitvah, nastanitvenih ponudnikih, turističnih agencij, pa drugih ponudnikih vseh outdoor doživetij, saj ste verjetno vi res tisti prvi stik z obiskovalcem, ko gre za informacijo o obisku gora, in tudi sami pred sabo nekako vidite tega pohodnika, ki se odpravlja, ga opozorite na vreme, ga opozorite na opremo in na vse, kar smo v bistvu danes že slišali. Pri Sloveniji Outdoor in Slovenski turistični organizaciji smo pripravili tudi nalepke in plakate. Če se z njimi niste še srečali, so nekje v obtoku že zadnji 2 leti, si jih lahko na naš naslov Slovenija Outdoor naročite, postavite na vidno mesto in s QR kodu usmerjate obiskovalce do teh res najbolj potrebnih in primernih informacij. Zdaj, nekako smo prišli do zaključka. Jaz upam, da bo tale webinar koristen napotek in nekako izobraževanje vseh deležnikov, ki se srečujete z obiskovalci naših gora, pa tu ne govorimo samo o obisku visokogorja, ampak govorimo tudi o sredogorju, in na koncu koncev je se zelo lahko zgubiti tudi v pohorskih ali pa kočevskih gozdovih, tako da ni nič manj pomembna informacija tudi za druge dele Slovenije, ne samo za Kamniško-Savinjske in Julijske Alpe. Če bi nekako strnili tale webinar, je nekaj ključnih sporočil, ki si jih moramo zapomniti, da dobra priprava rešuje življenje, preverjene informacije so nekje ključne, gora ni zabaviščni park, hodimo, kot smo slišali, Irmo po uhojenih, označenih poteh. Varnost je odgovornost v bistvu vsakega posameznika in tukaj še enkrat turistični sektor ima res zelo pomembno vlogo pri usmerjanju obiskovalcev, kajti mi lahko delamo kampanje, lahko izdelujemo plakate, knjižice, ampak je turistični sektor, ponudniki, agencije, ste tisti, ki imate prvi stik, in upam, da
boste vse to, kar smo v združenju z partnerji pripravili, tudi uspešno in z zadovoljstvom delili tem vsem našim obiskovalcem Slovenskih gora. Vsem govorcem in govornikom se res iskreno zahvaljujem za iskrene in koristne napotke. Hvala za sodelovanje, vsem pa želim uspešno in varno poletno sezono in lep planinski pozdrav. Hvala lepa, Valerija, za organizacijo in hvala tudi z naše strani za udeležbo in vaš prispevek na tem webinarju. Hvala.